Včasih je bil golf, pojem svojega razreda. No, pa so se razpasli križanci in tukaj ni več kraljeval Volkswagen. Pa je želel, zato je naredil T-Roc. Poleg vseh ostalih križancev in SUV-jev, cel kup jih je že, ampak ta nastopa v zelo priljubljenem razredu malo pod Tiguanom, pa malo nad T-Crossom. Po več kot milijonu prodanih modelov so ga zdaj prenovili, ampak nobene revolucije ni tukaj zadnji, samo nekaj izboljšav. Pa tudi nekaj poslabšav. Pri izgledu je bolj ali manj vse jasno. Novosti so minimalne, lučke imajo tole kičasto ledico čez masko, ampak meni se zdi veliko bolj pomembno, da so lahko tudi LED matrične, ker super svetijo ponoči. Pa kakšna nova barva se najde in oblika platišč in smo že na koncu. Če želite, da izgleda malo bolj športno, izberite Airline, ker ima hude fake roore zadnji, pa tale plastika je še pobarvana. Čeprav se pol rdeče pobarva tudi končna cena. Ja, T-Roc nikoli ni bil pocen. Pri nas osnovni zdaj stane dobrih 25, tale testni pa že dobrih 36 €, kar seveda ni malo za takšen kompakten avto. Ja, je pa tale zelo dobro opremljen in me bo zdajle zapeljal tamle čez. Ker hud most, a ne? Itak je treba takoj preizkusiti, če je ok, in jaz sem eden prvih, ki se peljem čez most Pelješac. Res? So ga ravno odprli. Včeraj sem še videl ognjemet, ki je bil res lep. Hrvati so tole super naredili. Sam most je projektiral Slovenc, zato je tako dober in lep. 2404 metre je dolg, 55 metrov je najvišji nad vodo, najvišja točka pa kar 98 metrov. V manj kot 4 letih so ga zgradili in je stal 420 milijonov €, pri čemer je EU dala 85% denarja. Ja, tako se da, ne? Nor objekt, nikaj. Pa narejen je za 4-pasovno cesto, čeprav je zaenkrat samo 2-pasovna. Pa okej, ker je zaenkrat zastonj, me to ne moti. Okej, gremo naprej na sever Pelješca. Sem že skoraj čez. So ceste seveda malo bolj ozke. Eno fino sem našel tukaj na zahodni strani pol otoka, kjer uspeva meni ena najljubših listopadnih vzpenjalk, da lahko fino preizkusim tale T-Roc. Motor je 1.5 TSI, torej turbobencinski, 4 vali, pri čemer se 2 izklapljata, ko je vožnja počasna in enakomerna, moči je pa 110 kW, kar je 150 konjev. Okej, vse se sliši v redu in tudi je, dokler ne zahtevate od njega preveč, ker nima lepega zvoka, pa tudi tisto izklapljanje valjev se ne pozna kaj dost. Še vedno je poraben na testu 7,3 litra, pa nisem nič kaj divjal z njim. Tudi pospešek 8,6 sekunde do 100 je dober, itak, ampak nimaš občutka, da je dejansko tako zmogljiv, se ti zdi, da se včasih vse en kar mal matra. Po mojem je kriv menjalnik. DSG suho sklopko in s 7 prestavami mi nikoli ni bil preveč všeč in tudi tukaj se ne obnese vrhunsko. Včasih preveč traja, da izbere pravo prestavo, pri počasni vožnji včasih malo cukne, dobro, lahko tudi sam prestavljaš tukaj, ampak ni najboljši, tako pač je. Najbolj fajn se mi zdi pri tem avtu nastavljeno podvozje. Tudi če je Airline in tako dalje, se zelo lepo udobno pelje in lahkotno seka ovinke. Eden bolj prijetnih je med vožnjo. Tudi glasen se mi ne zdi, seveda dokler motor ne začne tuliti svojim dokaj nadležnim zvokom. Škoda, da nima še več vodilne preme zadnji, bi bil še boljši, ampak je rezervirana samo za 4-kolesni 4Motion. Tukaj pa je pol toga prema. Prostora je malo več kot v Golfu, predvsem prtljažnik je za nekih 60 litrov večji, sicer pa to ni velik avto. To morate vedeti, če boste zadaj pogosto vozili ljudi, ker potem rabite Tiguan. Je pa velik napredek pri izbiri materialov. Tukaj so zdaj uporabljali mehko plastiko ali pa kar imitacijo usnja na armaturki, da je lepše in bolj prijetno za dotikati. Po drugi strani pa so seveda času primerno dodali tele soft touch gumbe, pri katerih nikoli nimaš občutka, če si kaj dobro nastavil, dokler ne pogledaš, in to je kljub lepšemu izgledu pri ergonomiji korak nazaj. Isto je na volanu.
Pa kar presenečen sem, da tale njihov infotainment ne deluje dovolj hiter, kot bi pri Volkswagenu skoraj moral, a ne? Vse je lepo poštiman, tudi dovolj logičen, ampak mora biti malo bolj odziven, da bomo vsi zadovoljni. Ja, cool avtek je. Super izbira za marsikoga, ki se želi v skoraj vseh pogledih Golf samo malo višji hoče sedeti. Pa izgled je seveda dovolj samosvoj, da ju ne moreš zamenjati in to je tisto, kar je pri T-Rocku vlekel že od začetka. No, mene pa zdaj vleče tja. Zelo zanimivo arheološko najdišče Nakovana tukaj na severu Pelješca je to. Že Iliri so imeli tukaj svoje naselbine, veliko kasneje so se naselili Hrvati, zdaj pa še njih ni v tem zaselku, zato je vreden ogleda. Zelo lepa cerkev je tudi tamle na poti do mojega cilja. Jame. Ajaj, no, zaprta je. Ja, žal so tudi arheologi na dopustu, sem jih poklical, pa očitno nimam benga, ki bi mi lahko odklenil, da bi od bliz videl tistle stalagmit. Tukaj je bilo ilirsko svetišče, več kot 2000 let nazaj so častili tisto tvorbo, ki izgleda zanimivo. Verjetno so videli isto kot jaz danes, če jim doma ni šlo kaj preveč dober. Drugače so me po jami pozdravili še teli jamski prebivalci, tako da nisem čisto za ston Švico. Ja, zdaj pa sam še Batman ven prileti in bo imel hujši avto od mene. Pa jim pa nič ne ostane več. Razen da grem dam.